Molčal sem. Poskušal ubiti celo družino. Od srhljivih priznanj. Moja mama je bila v tisti preketi zamrzovalni skrinji 3 tedne. A ni tako? 3 tedne. Ker ji nisem mogel tako razrezati. Edina stvar, na katero sem pomislil, je bila: ubil bom vse v tej hiši, ker ima vsak v tej hiši razlog, da umre. Do frustrirajočih zanikanj. Kakšna je ta kostna motnja? Je to osteogenesis imperfecta? Nikoli mi niso povedali imena. Samo pravijo, da je to redka kostna bolezen. V redu? Imate kakšen razlog, da bi si želeli njene smrti? Ne. Veliko čutim, ker se počutim ujeta v središču mesta. S pomočjo kamer, ki jih nosijo na telesu, in posnetkov zaslišanj razkrivamo 5 primerov, ko naj bi matere, sinovi, sostanovalci in celo popolni neznanci postali hladnokrvni morilci. Če razmišljamo o tem, ali lahko vse spravimo ven iz sobe. Dobrodošli v Pravo in kriminal. Ko govorimo o domnevnih morilcih, ki jih ujamejo, bomo začeli v Novi Mehiki, kjer so bili preiskovalci odločeni razrešiti umor moškega, tudi če bi jim to vzelo leta. Policisti so se prvič odzvali na stanovanje v Albuquerqueju okoli 1 popoldne 4. aprila 2023. Moški ni mogel priti v stik s svojim očetom, 60-letnim Larryjem Norworthom, zato je prišel preveriti, kaj se dogaja. Na žalost je našel svojega očeta mrtvega na tleh kopalnice. Moj očetov telefon je bil Grobljen. Zadnjih nekaj. Dinaj. Nočem, da bi bilo tako. Kaj je? In še kdo drug noter? Kdo si ti, da odgovarjaš? Nekdo pomemben. Ti. Ste vi rekli, da boste prišli upraviti preverjanje, ali z njim vse v redu? Da, gospod. Policisti, ki so se odzvali, prevzamejo nadzor nad prizoriščem. Poskušajo ugotoviti, ali je šlo za nesrečo, tako imenovano nenadzorovano smrt, ali pa je bila vpletena kazniva dejanja. In takrat izvejo, da je Larry prijavil krajo svojega avtomobila, ki naj bi ga domnevno vzela mlada ženska, ki je živela pri njem, po imenu Jasmine Trujillo. Izkazalo se je, da je Larryjev sin pravkar videl SUV, v katerem sta bila moški in ženska. Ampak pravi, da sta odpeljala takoj, ko sta ju zagledala. Punca, s katero je bil, mu je ukradla avto ali vozilo. In po besedah soseda, spodaj so jo včeraj ali v soboto videli samo v vozilu pri pralnici. Kakšen avto je to? Dodge Mercury, a Mountaineer Premier. Kakšne barve? Zakaj? Ali je prijavil, da je bilo ukradeno? Da. Kdaj je prijavil, da je bilo ukradeno? Veš, tega pa ne vem. In potem je moj stric govoril, mislim, da sosedom tukaj spodaj. Redo. Kot si mi rekel, ja, videla ga je. Ali pa je on videl njo? Ženska v vozilu. Torej. Kdo smo mi? Sobota v pralnici. Samo ja. Torej tukaj način, kako leži, je enak kot način, kako hodi. Ves čas me zavaja pri vratih. Mislim, da bi se to lahko zgodilo, ampak možnosti so majhne. Pri glavi ima malo krvi, njegovi žepi pa so obrnjeni navzven, kot da je nekdo brskal po njegovih stvareh. To je tisto, kar bi lahko rekel tisti sosed, tista oseba. Ja. Tako da, ja. In ker je avto izginil in telefon prav tako, je to dovolj. Družina je bila tukaj, vsi so ga nameravali preveriti. Dedek je bil tam. Včeraj je bil z njim. Tako so prišli sem, v kopalnici, leži povsem na hrbtu, kada bi se zgrudil, kada se ne bi mogel premakniti. Njegov avto je očitno ukradla njegova bivša punca in njegov telefon oddaja signal nekje drugje. In vsi njegovi žepi so obrnjeni navzven, ko bi nekdo preiskal njegove hlače. Ni nobenih poškodb, kot da bi ga nekdo ubil, možno je, da je preprosto umrl in je potem nekdo prišel ter vzel njegove stvari. Ampak je res čudno, tako da ga odpeljemo na varno stran od kriminalistične službe. Zato policisti trkajo na vrata v stanovanjskem kompleksu in poskušajo ugotoviti, ali je kdo videl kaj sumljivega.
Hvala. Ja, tudi mene skrbi. Ne vem, prepričan sem, da je Jasmina ukradla njegov avto. Veš, mislim, da vem. Pravzaprav jo poznam, ker je živela spodaj. Živela je spodaj, živela je tik pod njim. V redu. In res je slabe volje. Ampak, ko da išče primer, vem, da sem slišal prepir in slišal sem strele. Nisem povsem prepričan, malo me skrbi. Torej, Lari, si slišal strele? Je. Zdravo, kateri dan je bil to? Bilo je zgodaj, včeraj zjutraj, okoli 3 zjutraj. Ne. Bilo je včeraj, torej je bilo še pred tistimi 3 zjutraj. Prav, ja, včeraj sem ga videl, ko je prišel mimo in mi dal cigareto. In to je bilo zadnjič, ko sem ga videl. Včeraj mislim, da je bilo zelo zgodaj. Rekel sem, ampak, draga, kaj je tam? Si že videla Larija? Draga, daj si šla v trgovino. Ne vem, koliko je bilo ura. Verjetno je bilo okoli 2, ne vem, okoli 2 zjutraj. Prišel je in potrkal na okno. Nam dal cigareto in rekel, da išče Jasmino. Rekel je, da je ni nikjer videl. Ampak vseeno. Prav, torej si rekel Jasmina Gonzales. Ja. In je živela neposredno pod njim. Ja. Ja, je. In pravzaprav je tam živel tudi Mihael. Mihael je v zaporu in to je njen fant. Larijeva družina pravi, da lahko sledijo njegovemu telefonu in ta se pojavlja na drugi lokaciji. Predajam telefon. Pokliči, če je lučka prižgana. Je to Jaka? Da, in trenutno nam tukaj to prikazuje. Mi tukaj prikazujem. Da. In prikazuje, da je njegov telefon tukaj. Ali lahko kdo pride preveriti, ker avta ni tam? Ampak ali obstaja kakšen način, da preverimo, če je ona tam notri z njegovim telefonom? Oprostite, tega nisem prepoznal. Pozdravljeni, ja. Je malo južno od tukaj, se že peru mimo. No, tam je oddajal signal. Ne. Ampak, ker sem bil na poti, sem si rekel, jebi ga, doma je, grem ga preveriti. Prav. In ker sem bil že tukaj in vse, sem že poklical policijo in vse to, odprl sem in pogledal, potem pa sem ga spet dvignil in sem si rekel, jebi ga, zdaj je tukaj. Tako nam pokaže prav tukaj. In potem tukaj. Je na Pensilvaniji. Tako lahko dobimo njegov telefon. Mislim, prepričana sem, da je tam več informacij. Ja, zato tudi policisti pregledujejo avto. Ker so rekli, da nam Jeremy pravi, da ga je vzela Jasmine. To je ime dekleta. Ali je dejansko prijavil krajo policiji? Svojemu bratrancu je v nedeljo povedal, da je prijavil krajo. Redo. V redu, in potem so, mislim, da je ona poklicala in rekla, zdaj grem v zapor, ker si prijavil krajo in vse te stvari. Ampak vem zagotovo, mislim, se ji je povedal, kaj ne? In ona je tista, ki je danes prišla k meni domov. Rekla je, skrbi me za tvojega očeta, ker sem ga nazadnje govorila v nedeljo. Včeraj bi morala iti skupaj, ker ni imel avta, da bi lahko šel plačati najemnino in vse ostalo, in od takrat se ni oglasil. V redu, in to mi je poslal. Rekel je, če se mi kaj zgodi. Kriva je Jasmine, si jim tam spodaj dal dodatek. Dala sem ga Jeremiju, tako da ga je verjetno Jeremy dal njemu. Sam zapiši si to, za vsak slučaj. Njeno ime je Jasmina. Trojherju in njen fant, ker je imel kar je prodal spodaj. Šel je v zapor in zato ni mogla več ostati tam. Zato je začela ostajati tukaj in spati z mojim prekletim 60-letnim moškim. Moram biti iskren glede nečesa. Če imaš trenutno dolgove, kreditne dolgove, te to vsak dan stane denarja. Veš, kaj je najbolj strašljiv del? Tista minimalna plačila niso namenjena temu, da te rešijo dolga. Ne, namenjena so temu, da ostaneš ujet še leta. Ampak tukaj lahko naš sponzor PDS Debt pomaga, da ponovno prevzameš nadzor. Kaj mislim s tem? Torej, ne glede na to, ali imaš opravka s kreditnimi karticami, osebnimi posojili ali zdravstvenimi računi, ima PDS Debt prilagojene načrte, ki ti pomagajo hitreje odplačati dolg in v nekaterih primerih zmanjšati dolg celo za polovico. In namesto, da bi spremljal več različnih plačil, ti lahko pomagajo vse združiti v en nižji mesečni znesek brez zahtevanega minimalnega kreditne ocene. Kako jim to uspe? No, PDS Debt uporablja umetno inteligenco in podatke, da pogleda onkraj številk in ustvari prilagojene rešitve, ki so prilagojene tvoji situaciji. Pomagali so 100 tisočem ljudem, kot si ti, da so se rešili dolgov, kar dokazuje tudi njihova ocena A+ pri Better Business Bureau. Torej, vsak mesec te bo stal več. To je resnica. Torej, če trdo delaš, pa še vedno zaostajaš, je to tvoj znak, da ukrepaš zdaj.
Pridobi svojo brezplačno 30-sekundno osebno oceno še danes na pdsdept.com/pdsdept.com/signup. Tako eden od policistov po telefonu govori z nadzornikom in mu pove, kaj imajo do zdaj. Tale 28 je nekako K31 leži sredi tal, vsi njegovi žepi so obrnjeni navzven, njegov telefon pa manjka in oddaja signal na drugem mestu. In prijavil je krajo svojega avtomobila ter poslal sporočilo svoji družini, v katerem je napisal, če se mi kaj zgodi, je kriva ta punca. Ali lahko, zanimalo me je, če bi se lahko zapeljali mimo kraja, kjer telefon oddaja signal in preverili, če najdete avto. Tako da v tem trenutku družina preiskovalcem na parkirišču kompleksa poda še nekaj podrobnosti in skušajo dojeti dejstvo, da je Larry mrtev. Ta punca je rekla, da mu je ukradel avto in ga upeharil, jaz pa nisem imel tvojih slušalk in sem mu to ves čas govoril. Poklicala sem banko in to je povzročalo težave našemu TJ-ju. Poslali bodo poročilo o preiskavi. Rekli so, da je bilo nazadnje v soboto, nekdo je dvignil $500 od 18. V redu. In potem so še vedno, potem je nehal. Rezervativ, ali? Neki tac. In potem je bilo večkrat preizkušeno, ja. Rekli so, da še vedno poskušajo v soboto in in bomo, ali so oni... Vam niso povedali, pošiljajo poročilo. Nisem vedela, ali so vam povedali in potem so rekli, da bodo to tudi poslali naprej. Leže tam na tleh tako, ne, s tistim prekletim nebulizatorjem. Veš, kaj mislim? Pa ničesar ni. Ne. Ko smo enkrat, ste ga premaknili? Ne, v redu. Obrneš, šel sem noter in videl sem tisto preklemano stvar in začel sem kričati in sem zagrabil njegovo nogo in jo stresel. Bila je zaklenjena in takoj, ko sem jo nenadoma dobil, sem jo dvignil. Bilo je kot vijolična. Torej, edina stvar, ki se je kdo dotaknil, je bil nebulizator, ki je bil izklopljen. Prav. Tako kot sem rekel, sem se dotaknil njegove noge in jo prijel. In veste, bila je ujeta, a trda. In potem sem jo zaklenil in sploh ne vem, če sem to naredil preveč na silo. Ti si to naredil. Edina stvar, ki se je dotaknila, je bil kabel. Niso se niti ničesar drugega dotaknili, samo iz stene sem ga izklopil. Nekdo je omenil, da naj bi bila nad njegovo glavo brez nadzora prižgana luč ali nekaj takega. Ste videli kaj tazga? Videla sem nekaj na tleh. Ne vem, kaj je to, ampak ne vidim, da bi se premaknil kamorkoli. Torej, kot sem rekla, ne morem narediti ničesar drugega, dokler ne pridejo. Ne morem ga premakniti, ker morajo najprej narediti fotografije, preden karkoli spremenimo na prizorišču. Tako da, žal, bomo morali počakati, dokler ne pridejo. Tako so policisti na kraju dogodka po radiju poklicali še eno patruljo, naj preveri lokacijo, kjer je zazvonil Larryjev telefon, vendar telefona niso našli in tudi Larryjevega avtomobila niso našli. SUV je bil kasneje najden, zapuščen na drugi lokaciji skupaj z Larryjevimi bančnimi karticami. Po besedah družinskih članov in sosedov je Trujillo živel v drugem stanovanju v kompleksu, vendar je bil izseljen. Ker ni imela kam iti, se je očitno obrnila na Larryja za pomoč in on je privolil, da lahko ostane pri njem. Veš, sočutno odločitev, ki pa bo imela smrtonosne posledice. Poročanje Albuquerque Journala kaže, da je urad mrliškega oglednika sprva primer označil kot nenadno smrt brez prisotnosti drugih oseb, kasneje pa so svoje ugotovitve spremenili v umor zaradi topih poškodb prsnega koša. Eden od Larryjevih sosedov je policiji posredoval ključne informacije in trdil, da je noč pred tem, ko so našli Larryjevo truplo, slišal glasen pok in kričanje. Sosed naj bi na to videl, kako sta dve osebi zapustili stanovanje. Še ena priča je stopila naprej in policiji povedala, da ji je Trujillova sama rekla, da je Larry spremenil varnostne kode na svojem telefonu, zato bodo morali, citiram, izbiti bančne kode iz njega, da bi mu lahko ukradli izplačilo iz socialnega zavarovanja. Policisti so nato pregledali posnetke nadzornih kamer in uspeli prepoznati Trujillovo ter njenega fanta, Jarretta Chacona. In ta nadzorni posnetek je zagotovil tudi ključen dokaz. Zdelo se je, da je Chaco nosil nov par športnih copat, ki so izginili iz Larryjevega stanovanja. Nekaj mesecev kasneje je policija končno ujela Trujillo in jo privedla na zaslišanje kot osebo, ki zanima policijo. Redu, tukaj sem, da nam zastavim nekaj vprašanj o vašem odnosu z Larryjem in o živem seru, ki ste ga imeli pri sebi. Ne zafrkavam se. Lju je moj sosed. V redu. Zakaj ne pideš na levo? Prav? Jaz samo.
Ostala sem z njim nekaj časa, potem pa sem se preselila. Zakaj si na koncu ostal z njim? Ker so me vrgli iz stanovanja, ker sem se vselila prepozno. No, zakaj me je pustil samo, bil je na NBC-ju in potem sem bivala pri njem doma. Torej, V redu. Kako dolgo si ostala pri Lariju? Približno 2 tedna, potem pa sem na koncu odšla in vzela svoje stvari. v redu. Si kaj poskusila? Ne, samo nekaj stvari bom razjasnil. V redu. Kdaj si nazaj videl Larija? Nisem da videla že kakšna 2 tedna, preden sem prišla v to video. Veš, kaj nisem. Ne vem. Kdaj si nazadnje, točno kot? Približno 2 tedna prej za svoj prvi obrok. In ne veš, kaj je to obrok? Ne. Iz zaslišanja na videoposnetku je razvidno, da se Trujillo ni počutil najbolje in bi lahko doživljal odtegnitvene simptome zaradi drog. Tako je bila precej skrivnostna, ko jo je detektiv spraševal o Larijevi smrti in predmetih, ki so manjkali iz njegovega stanovanja, ter je očitno poskušala preložiti krivdo na svojega fanta. Zdaj pa tukaj je nekaj delov tega intervjuja. Torej, očitno je Larij našel njenega konja in potem je vzel svoje vozilo ter se odpeljal naokoli. Ja. Ko sem ga iskal na Larijevem telefonu, je imel komunikacijo s tabo, ki je spraševal, kje je moj avto. Obrnil se je k tebi in ti si rekel, pripeljal ga bom nazaj. Ustavila me je policija. Mislim, ja, rekel sem, imel si kup izgovorov, ampak ga nikoli nisi pripeljal nazaj. Na koncu sem razmišljala o tem, morala sem iti ven. Videla sem posnetek, ki je pokazal, da se je to vozilo vrnilo 3. aprila. In bilo je okoli 3:30 zjutraj. V redu? V redu. In potem so nekateri sosedje rekli, da so tisto noč slišali prepir v stanovanju Larija. Okoli 3:30 zjutraj pravijo, da je bilo slišati nehaj, pojdi stran, nehaj, padanje, trkanje po stvarih, ropotanje naokoli. In potem so nekateri sosedje rekli, da so videli vas in moškega, kako zapuščata stanovanje. Tistega jutra ga nisem videla. In potem je naslednji dan nekdo rekel, da se je isti tip vrnil z Larryjevim avtom, vzel stvari iz njegovega stanovanja in nato spet odšel. Ne. Sosedje so začeli 3. aprila okoli 3 ali 4 ure zjutraj. Naslednji dan so videli tebe in tega tipa, kako odhajata, obuta v Larijeve čevlje. In potem so naslednji dan našli Larryja mrtvega v njegovem stanovanju. O tem ne vem ničesar. Kaj se je torej zgodilo tisto noč v stanovanju? Ne vem, nisem bila v stanovanju. V redu, ker imamo več sosedov, ki pravijo, da ste bili vi in kdorkoli je že ta oseba. Ne, to nisem bila jaz. Ljudje so govorili, da so vzeli Larijev avto. Nekdo je bil v njegovi sobi in ga je napadel. Sosedje so videli tebe in nekega moškega tam zunaj. Ampak jaz nisem bila tam skoraj. Poskušala sem iti gor, nisem bila tam skoraj. Mislim, s kom drugim bi bil, če se vozi z Larijevim avtom in gre nazaj na njegovo stanovanje. Ne vem. Si mu dal ključe od Larijevega stanovanja? V redu, rekel je. Daj no, ne, nisem mu dal ključa od Larijevega stanovanja. Nisem imel ključa od Larijevega stanovanja. Ker to, kar trenutno vidim, je, da se bo veliko teh stvari vrnilo nate in nam. Zato ti želimo dati čim več informacij, kot jih lahko dobimo. Kako dolgo bo trajalo, da bom obtožena za to? Ne vem, ali te obtožil, sem prav. Trenutno zgleda, kot da sta ti in ta tip šla v Larryjevo stanovanje, ga vlekla, odšla, se vrnila, vzela še nekaj njegovih stvari, odšla, se vozila naokrog z njegovim avtom, ga razbila, odšla. Samo ne zgleda dobe. Veš, danes ima Airbnb kamere, a ne? Ja, torej. Boš rekel, da ti je žal, ali mi želiš povedati kakšno resnico? No, vzeli smo njegov avto in stvari. Povedam. No, dobra stvar je, da ima tu in nišče ga ne bo obtožil, da je vzel svoj avto. Torej, vzel je njegov avto? Kdaj? Potem so rekli, da me je Jared odložil pri svoji mami in ne vem, kaj je šel narediti. Ampak kako vemo, v kateri dan te je odložil? Ne spomnim se. Bilo je že tako dolgo nazaj. Kot sem ti rekla, bilo je že tako dolgo. Nisi mi povedala, nisi mi hotela ničesar povedati. Si sedela in rekla, hej, poznam tega starega tipa, imam njegovo številko, on ima vse te stvari. Ne. Ker si imela tudi ti dostop do Larijevega stanovanja. Ampak jaz nisem imela Larijevih ključev. To ti govori, nisem imela Larijevih ključev. Kdaj si mu vrnila njegove ključe? Poskušala sem mu vrniti tvoje sunči drugega. Torej, kdorkoli je bil odgovoren za Larija, je moral pustiti, da Larij naravno umre. Ampak vse ostalo v stanovanju je bilo izjemno sumljivo. Obstaja veliko stvari, ki ti jih ne morem povedati. Ker bi takoj razkril preveč, ampak delo je bilo slabo upravljeno.
Veš, nekdo bi lahko vstopil tja in rekel, ta človek je mrtev, to ni naravna smrt. Torej smo ga ubili in prikrili, da je videti kot naravna smrt. To je to. Torej, zaradi tega bodo vložene obtožbe proti nam, veš? Ne danes, ne v tem trenutku, mislim, vse tukaj kaže na to, kot da se je nekega tipa odpeljal v Larivo stanovanje, da bi ga ubil. Tako to zgleda. Mislim, zgleda tako, zato sem mislil, da če bi vedel, bi mi povedal. Ker je to resna stvar in niče noče, da mu vzamejo preostanek svobode zaradi take situacije. Je kakšna možnost, da si uporabil droge, se tega ne spomniš? On in me hočejo pregledati? Ne morem. Ne morem te peljati tja gor brez tvoje številke. Zaradi Xanesa sem imela luknjo v spominu. Ne spomnim se tega. Bilo je veliko vprašanj o tem, ali sta bila Lari in Trujillo v nekakšnem spolnem razmerju, vendar Trujillo pravi, da sta bila samo prijatelja. Sta imela ti in Lari spolno razmerje? Ne. Sva samo prijateljici. Si imel kakšen razlog, da bi želel škodovati Lari? Ne. Ne vem, samo zdi se mi, kot da je to zame konec. Nasvidenje. Je to še en konec zame? Ja, imel je občutek, da ti pomaga in te ščiti. Poleg tega ti je verjetno ulov dvignil samozavest, veš, verjetno je bilo dobro za oba. Tako da je Trujillo dovolili oditi, a leto kasneje je bila spet v priporu v drugem delu države. Preiskovalcem iz Albuquerqueja, ki jo pridejo zaslišat, pove, da je postala čista in izgleda precej drugače kot med prvim zaslišanjem. Ampak želi vedeti, ali je obtožena česa. Tukaj ji detektiv vse razloži. Ja, šlo mi je boljš kot zdaj. Nekdo mi je to zelo dobro povedal, policist, ki me je aretiral. Me je poklical in... Zadnjič je šla govora z njo, gre na zdravljenje dela. Rekel je, da bi jo morda zanimalo, da bi govorila s tabo, da bi razčistila stvari na tvoji strani, saj si prejel nekaj obtožb. Zato ti želim dati priložnost, da govoriš z nami in nam poveš, kaj je v situaciji. Ali želiš kaj deliti, ali veš kaj. Samo da razjasnimo stvari na naši strani, da bomo lahko šli naprej. V redu, kaj se dogaja? Sem trenutno obtožena česa? Trenutno ste obtoženi umor. Je to zaraka? Umor in zarota. V redu. Kaj se zgodi, če govorim z vama brez svojega odrednika? Kaj mislite s tem? Odvisno je od vas. Želel sem vam dati priložnost, da se pogovorite z nami in da mi lahko postavite nekaj vprašanj. Lahko nama postavite nekaj vprašanj. Če pa nadaljujemo, vas moramo opozoriti na vaše pravice po Mirandi, saj ste v zaporu in trenutno niste svobodni, da bi odšli. Toda vse informacije, ki nam jih danes posredujete, bomo lahko uporabili v preiskavi in jih preverili. Očitno je Vate to preiskoval že nekaj časa. Ampak ena stvar, ki je ne vemo, je vaš pogled na to. In zato so danes prišla sem. Želela so se z vami pogovoriti o tem. Ali se želite ujemi? Ne? Je bil obtožen česa koli? Da. O tem se lahko pogovorimo z vami. Odvisni od vas, bi samo vaše. Vašo različico dogodkov in vaš obrat zgodbe. Nisem naredila ničesar. No, pa poveva takole. Zakaj ne bi kar šla skozi Mirandina opozorila? Prepričan sem, da ste jih že slišali, kaj ne? Pregledali bomo vsako posebej, da se prepričamo, da jih razumete in potem, karkoli boste želeli deliti z nami, se lahko o tem pogovorimo. In kot mi je povedal Mike Eze, danes zjutraj vas je aretiral sinoči. Rekel je, da ste sodelovali, rekel je tudi, da ste bili izjemno vznemirjeni. Imate občutek, da vam gre bolje, vaše življenje je na preizkušnji. Možete imeti še enega sojenja zaradi kakšnih drugih stvari in želeli ste deliti, kaj veste, da bi poskušali razjasniti stvari in pomagati razjasniti situacijo. Potem, ko so ji prebrali Mirandine pravice, Trujillo želi izvedeti, ali je tudi Chacon v težavah. Torej, imam vprašanje. Ali gre za zaroto, ker sem bila s to osebo, ki je storila kaznivo dejanje? Ali kaj potem? To pomeni, da boste vi morda razpravljali o načrtu ali imeli neko idejo in na to ukrepali na podlagi teh idej, da bi izvedli določena dejanja. Nisem obtožena, da sem dejansko storila kaj takega, ampak da sem bila z nekom, ki je to storil. Tega ne razumem. Trenutno imate oba enake obtožbe. V tem trenutku je bil Jacon še vedno na begu, vendar je bila zanj izdana tiralica. Detektiv jo je vprašal o njenem odnosu z njim v tem času. Torej, hodila sta skupaj? Ja. Kako dolgo sta ostala v mestu, prosim? 2 meseca. Bilo je zelo nasilno.
Ja, spomnim se, da nam eden manjka. Torej sta hodila približno 2 meseca, si ostala pri njem, ki njegovi mami. Ja. Sta se dobro razumela. Včasih, ko nisem imela denarja, je prišel tisti fant. Poskušala sem zapustiti svojo hišo, vse sama zunaj in on me je poskušal ubiti. Ampak ko Trujillo govori o Lariju, se ga spominja z naklonjenostjo. Všeč mi, kako rečeš, ja, nisem hotel biti tam. Nočem slišati tega, sploh ne vem, o čem govoriš. Torej, imaš rad Larija. Veš, rekel je nekaj tacega, moj bog ti. Si zanj skrbel? Vzel me je k sebi, ko me nihče drug ni hotel. Torej so te vrke ven, začel si se družiti z Larijem. Ja. Kako dolgo si ostal pri njej? 1 mesec. Približno 1 mesec, ja. Kakšen je vajen odnos? Dober. Bil je, kot sem rekla, bil je kot oče, skrbel je zame. Pripravljala sva si večerjo, gledali sva to serijo Dexter, ja, meni jo je gledal. Potem sva. Gledala še. Ameriške grozljivke. Težko. Skupaj čas. Ja. Je bil Jared prijatelj z Larryjem? Ne. Ali je poznal Larryja? Ne. Larry je posodil svoj avto. In ne vem, če veš za to, in trajala nekaj časa, da sem ga vrnila. Bala sem se mu povedati, da je Jared vzel avto, oziroma mu ga odvzel, ko ga je vrnil. Trujillo okleva glede pogovora z detektivom brez prisotnosti odvetnika, vendar ključno je, da ga nikoli izrecno ne zahteva. In kako je prišlo do tega dogodka? Ne vem, ali naj govorim z njim ali brez svojega odvetnika. Če bom to storila, bom to naredila brez svojega odvetnika. Samo želim očistiti svoje ime, ker nisem naredila ničesar. Imam dobro službo in vse. Dobro mi gre. Na čem zdaj delaš? V redu, vzela bom taco. Veš, zabavno je priti noter in videti svoje otroke, nočem biti na poto. Zdaj, gre v šolo. Ja. Moja mama ima skrbništvo nad njimi. Koliko jih je? Ja. To je dobro. Ali si videl Jareda, odkar ti je grozil, da moraš molčati? Ali je on... Je rekel, ne govori o tem, ali pa te bom ubil, ali pa ubil te bom, da ne boš govoril o tem. Rekel je, da me bo ubil tisti dan. Tisti dan so jih dobili. Mene so aretirali tisti dan. Pravkar sem kupila kolo od prijatelja in prijatelj mi je dovolil, da ga hitro preizkusim. Super. Ja, imamo trgovino s tobačnimi izdelki. In Jared se mi je prikradel za hrbet in šel v sobo z mojim kolesom. In govoril mi je, da mi lahko vrne moje kolo, da mu jaz vrnem svoje kolo. Rekel je, pusti me pri miru. In rekel je, vrnil ti mu tvoje kolo, ko greš mano dol do moje hiše. Tam ga boš dobila nazaj. In rekla sem mu, nisem neumna, vem, da če grem s tabo tja, ne bom prišla ven. Mimo je šel policist. Prepirala sva se in rekla sem, zajebala te bom, če ne spustiš. In me je spustil. Uživaj, moj avto je odpeljal. Na neki točki detektiv sooči Trujilla z dejstvom, da je bil Chacon opažen v čevljih, ki so manjkali pri Lariju. Torej, prvič so govorila na NBC-ju, pokazal sem ti sliko in rekel si, da je to Jared Chacon. Na sliki je Jared stal zunaj Larijevega vozila, potem ko je bilo prijavljeno kot ukradeno. In nosil je bele visoke puma superge, za katere je Larijeva družina rekla, da so pripadale Lariji. A veste, ko je dobil te superge? Ne, ker imam kupila sem enak par v Rosu, imam enak par doma. Ste jih ti pa Larij kupila skupaj? Ne. Svoj par sem imel že veliko prej. Dobil si par pum in Larij. Je to vse, kar imaš? Ja. Ampak... Jared je vedno hodil v trgovino in kradel. Kradel je v trgovini Ross in mi je prinesel svoje male šolske čevlje. Tega pa ne vem. Redo. In to je bila ena prvih stvari, zaradi katerih sem pomislil, da je Jared upleten, ker je njegova družina rekla, našli smo Larija, mrtev je, pregledali smo njegovo stanovanje, njegovi čevlji so izginili. In potem je tukaj slika tega tipa z njegovim avtom in njegovimi čevlji. In ja, to so potem morale biti njene čevlje. Če jih tam ni bilo,
Si pa videl te, ki je vzel, ali ne? Ne. In potem se spomnim. Bila sem samo prestrašena. Se lahko spomnite še česa, kar bi lahko vzeli iz tistega stanovanja, razen vozila? Ne, mislim, da se ne spomnim. Strah me je in ne vem, če bi morala še naprej govoriti z vami brez svojega odvetnika. In če tega nisi storil, veš, da tega nikoli nisi storil. Ali misliš 100%, da je Jared odgovoren za to? Da, on je odgovoren za to. Jared Kelari ali bil Jared nestabilen? Ko je bil v tistem avtu s tabo. Nimam pojma. Torej, ne poznam ga, nisem se pogovarjal z njim prej. Samo sprašujem se, ali je on takšen tip. Po on kriven tebe, glede na to, da si ti trd tip in mi vse poveš, bo sploh govoril z mano. Morda sploh ne bo govoril s tabo. Ampak za avto, za avto mi je okrivil, ker sem ga vzela. Te je imel rad, ker si vzela avto. Avto, zaradi katerega so naj jo aretirali, mislim... Vprašuješ me, če naj, Ampak rekel si, da bi ti lahko podtaknil umor Larija. Ja, no, on ni imel avta, morda ne bo govoril z nami. Za avto, ki ga je kradel, je rekel, da sem bil jaz. Ampak jaz nisem vzel avta, on ga je. Ampak sem rekel, da ga ne bi peljala tja, kaj ne? Samo vedeti želim, ali je tako. Mi lahko to poveste? No, stare dokaze, da sta ovabila. Zato poslušam, veste, priti do vas in slišati vaše mnenje. Prav. Ni zgolj naključje, da smo tukaj, kaj ne? Ja. Ne. Samo vedeti sem hodila. In obtožen je iste stvari, kot sem bila obtožena jaz. Prav, veš kaj, ostali bomo še nekaj časa. Vprašajo bom, če lahko pri njej pustim vizitko za vas. Prav. In imeli boste naše podatke, da nas lahko kontaktirate, ko boste potrebovali. Prav. Trujillo je na koncu priznal krivdo za umor druge stopnje, zaroto za storitev umora, težji vlom in zaroto za težji vlom. To je po podatkih sodišča Nove Mehike in bila je obsojena na 25 let zapora. Kar zadeva Chacona, so ga leta 2025 aretirali zaradi ločenega kaznivega dejanja. Pravzaprav le nekaj ulic stran od stanovanja, kjer naj bi med neuspešnim ropom ubil Larija. Obtožen je bil istih obtožb kot Trujillo, vendar z dodatno obtožbo zaradi manipuliranja z dokazi. Njegov primer naj bi šel na sojenje še letos. Naslednji primer prihaja iz Ohaja. Policiji ni bilo treba iskati tega osumljenca za umor. Sam je pristopil do njihovega patruljnega avtomobila in priznal. 13. januarja 2023 v Clevelandu pristopi moški po imenu Martin Muniz do patruljnega avtomobila in policistom pove, da je pravkar ustrelil 5 ljudi v glavo in da so vsi člani njegove lastne družine. Resno mislim, nisem nor. Lahko greste na naslov in preverite ta naslov. Želim, da me najprej vklenete. V redu, ne hitro ustavim. Stopi iz avta. Vklopite kamero. Si v redu? Ja, lahko naj jo odjavite ali odstranite iz te naloge. Ni avtomobilov. In naj jo odjavite ob 4:44 na Clarku z moškim. Pristopil je do našega vozila in rekel, da je pravkar naredil nekaj slabega. In dal nam bo naslov na MapQuestu, kaj je naredil in kje je to. Hej, sem v zadnji sobi, zavijam levo za svojo prodajo, 1 na 1. Tako da lahko poveš Bobiju. Rekel je, da je ubil 5 ljudi. Hej, fante, izvedeli boste, kaj se dogaja. Imaš osebni dokument pri sebi? Prvi posredovalci so pohiteli v hišo in bili zgroženi, ko so ugotovili, da to ni bila slaba šala. 3 izmed žrtev so bili razglašeni za mrtve na kraju dogodka. 16-letni Jaden Baez, 35-letna Angelique Gonzalez
in 70-letni Miguel González. Drugi dve žrtvi, 48-letni Anthony Booth in njegova 8-letna hči, sta bila odpeljana v bolnišnico, vendar je Booth umrl zaradi poškodb. Njegova mlada hči. Hči je čudežno preživela, vendar si samo predstavljajte travmo, s katero se bo verjetno morala spopadati še leta. Grozljiv zločin. Zdaj so oblasti potrdile, da je bila Angelique Munizova sestra in Miguel je bil njegov stric, Anthony je bil njegov svak in 16-letni Jaden je bil njegov nečak. Tako so ga policisti posadili v zasliševalnico, kjer je tiho sedel, preden je končno položil glavo na mizo. In že v nekaj trenutkih potem, ko so mu zasliševalci prebrali njegove pravice po Mirandi, je priznal, da je ubil družino svoje sestre. Trdi, da so ga nespoštljivo obravnavali. Gospod Moniz, detektiv Šulc in jaz, Čak in jaz, res nismo najbolj na tekočem s tem, kaj se tukaj nocoj dogaja. No, poskušal sem ubiti celo družino, svoje sestre, ampak 2 sta imela srečo in sta preživela. 2 sta imela srečo in sta preživela. In ostali 3 niso. Kaj je to povzročilo? Samo način, kako me ljudje obravnavajo. Veš, prišel sem domov iz zapora, nisem nikogar motil, poskušal sem dobiti službo, povedali ti bodo, ko bodo brskali po moji tablici. Bil sem na D, opravljal sem razgovore za službo, hodil sem v katoliške cerkve. Preprosto nisem mogel dobiti službe. In potem skuhajo hrano, ampak jo vse pojedo. Ko pridem do nje, ni ničesar za jesti. In vse, kar mi rečejo, je, da je to moja stvar. V redu, tako sem to prenašal mesece. Veš, dobil sem žulje na nogah, ker sem prehodil 18 km, da bi dobil službo. Vi pa imate 2 avtomobila in me ne morete peljati. Seveda. Torej sem ga ubil. Kako dolgo že živiš v tej hiši? Nekaj mesecev. Nekaj mesecev. In ponovno ne vem ničesar o vaši preteklosti, gospod Nunez. Kako dolgo ste že zunaj iz zapora? 4 leta. 4 leta, v redu. Torej si ves čas bival pri svoji sestri? Ne, bil sem v Teksasu, bil sem v New Jerseyju, bil sem tukaj v Illinoisu. Torej, gospod Moniz, ali nam lahko opišete dogodke tega večera, kako so se odvijali? Ne, prišel sem gor jaz. In vprašal sem. Očeta moje sestre. Ne, lažem. Vprašal sem Jadena, njenega sina. Rekel sem, kje je ostala hrana? Rekel je, ne, je že ni več. Jaz pa, kako misliš, da je ni več? Še jedu nisem. On pa je rekel, no, ne vem, kaj ne ti rečem. Pa sem rekel, v redu, kje je pa moja sestra? Torej sem vprašal sestro, kje je hrana. Rekla je, ne vem. Zakaj pa mene sprašuješ? Sem rekel, v redu. Sem rekel, nisem jedel, imeli bomo problem. Nihče ni rekel nič. To je. Munez detektivom poda nazoren in pretrešljiv opis, kako je ustrelil člane svoje družine, in to je težko poslušati. Se spomnite, kdo se je bil v hiši? Vem, da sem vstopil v sestrino sobo in najprej ustrelil Toneta. Si rekel Tone? To je Anthony. Je to tisti 16-letnik? Ne, to je tisti temnopolti tip. Jaz sem na prvi ustrelil. Fant. Mož moje sestre. V redu. In potem me je sestra pogledala, dvignila roke in sem jo ustrelil. In potem sem odšel iz sobe in moja nečakinja me je vprašala, kako si. In je nisem hotel ustreliti. Nisem hotel, da bi umrla. Zato je nisem ustrelil v glavo. Fanta sem ustrelil v glavo. Potem sem šel gor in ga ustrelil v obraz. Koga? Angel. In potem sem se vrnil v pritličje in šel nazaj v sobo svoje sestre. In sem še enkrat ustrelil Tonija. In potem sem šel k svoji sestri in jo ustrelil v zadnji del glave. Zdaj, tvoja nečakinja, ali si jo ti ustrelil ali je bila sploh ustreljena? Ja, ustrelil sem jo, ampak nisem hotel, da umre. V redu. Ona je neškodljiva. Tudi njenega sina ne bi ubil. Ampak ne vem, človek.
Ne vem, nisem hotel, da bi umrla. Nisem hotel, da bi umrla. Zato ji nisem ustrelil v obraz. Pustil sem jih pri življenju, ker je bila moja sestra, dokler so bili živi ali pa bi bila mrtva. In ves čas sem jim govoril, naj me nehajo zafrkavati, naj me pustijo pri miru. Dobil bom službo, samo malo dlje mi traja kot večini ljudi. Tako sem šel v klet. Rekel sem, hudič, tega imam že dovolj. Sranje. Tega imam že dovolj. In nisem mogel spati. In to je bilo vse, o čemer sem razmišljal človek. Samo znebi se jih. In potem danes so prišli domov. Moja sestra je naročila čistila, ki so jih dostavili na hišo. Tako sem pospravil hišo. In potem je prišla domov in pripravili so piščanca, makarone in pire krompire. Tako da sem si rekel, v redu, super. Tako, sem šel dol v klet, sem na svoji posli in noge me bolijo, ker imam žulje na stopalih. Tako sem nekaj časa ležal, ampak v glavi sem si rekel, da bom kasneje šel gor in jedel. In šel sem gor, nikjer nisem videl nobene hrane. Sem si rekel, človek, kaj pa je to? In to je bila zadnja kaplja, človek. Rekel sem, človek, dovoljno, naveličan sem tega sranja. Na neki točki je Muniz namignil, da je njegov svak zlorabljal Munizovo nečakinjo, torej svojo lastno hčerko. Veš, vstopil sem v sobo, njegova glava je bila pod odejo. Roko je imel na njej. Kaj za vraga bi lahko počel? Zakaj si pod odejo? Vrata so bila zaprta, vse kamere pa so bile obrnjene v drugo smer, tako da ni mogel videti, ali pride ali gre iz njegove sobe. Kaj počneš? Tvoj izgovor je, da je to tvoja hči. Kaj za vraga ima to veze s čim? Človek, tvoja hči ne bi smela biti pod odejo s tabo. Stara je 8 let. Objemi jo, poljubi jo in ji reči, naj gre stran. Ne objemaj se z njo samo zato, ker tvoje žene ni doma. In potem spiš z njo na kavču, tvoja žena pa spi v sobi. Kdo pa to počne? Tako da je moral oditi. Torej, kar vam želim povedati je, da je za vsem razlog. Spet me bodo ljudje imenovali norega in še marsikaj drugega. In to je v redu. To je v redu, naredil sem, kar bi moral narediti nekdo drug, pa ni. To sem naredil. In ne bom odstopil tega. Če bi lahko to naredil še enkrat, bi to naredil znova. Po navedbah tožilcev je Munoz priznal krivdo za 4 točke obtožnice za težki umor in bil obsojen na 4 zaporedne dosmrtne kazni brez možnosti pogojnega izpusta. Prav tako je priznal krivdo za 1 točko poskusa hujšega umora, ker je ustrelil svojo 8-letno nečakinjo. Naša naslednja preiskava nas popelje v okrožje Kent v Michiganu junija 2024. Sredi noči je in operaterji so prejeli grozljiv klic. Majina deklica je bila pravkar zabodena v hiši. Zdi se, da je poškodovana tudi hči. Bolnišnica. Možno je, da ima nož, tudi nohti so poškodovani. 806 6078 9 pravilno. To je pravilno. Ne premikaj ga, ni nobenega znaka v tem. Ne? Tleh 8069 tukaj spodaj. Počistili bomo vrata za nas. Potrjujem, da je barva. Kaj so videli šerifovi pomočniki iz okrožja Kent, ko so vstopili v tisti dom, je redigirano. Preprosto je preveč nazorno, da bi pokazali. Smo pa iz sodnih dokumentov izvedeli podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo. Varnostna kamera v hiši je pokazala moškega, ki je vstopil v hišo, si sezul čevlje, nogavice in hlače. Nato se sprehaja po hiši v majici in spodnjem perilu, preden vzame kuhinjski nož in se odpravi po stopnicah navzgor. Tam je našel dekle, ki je imela nočitev s prijateljico. Ste sploh našel točko vstopa, kakšno razbito steklo?
mislim, da je prišel kar skozi vhod. So kakšni znaki vloma? Ne, edino, kar vidim, je, da je vse blatno. Ampak je prašno, zato ne izgleda, kot da bi kdo uporabljal. Torej bom rekel, da v bistvu ni tako hudo. VZZDM 13 je poročal, da je moški, kasneje identificiran kot rekrutni častnik mornariške pehote Ricardo Pérez Castillo, snel spodnje perilo, splezal na eno od deklet in naj bi jo začel zabodati. Očitno sta obe najstnici začeli kričati, zaradi česar naj bi Castillo prenehal. Oče priteče v sobo in zadrži Castilla. To je obtožba, drži ga na muhi pištole, dokler niso prispeli policisti. Želite preveriti svojo stopnjo opitosti? Želite opraviti preizkus z alkotestom? Kar bo pri alkotestu, potrebujem, da globoko vdihnete, kot da boste napolnili velik balon. In samo pihajte, dokler vam ne rečem, da nehate. V redu, je to jasno? Prav, zdaj globoko vdihnite in pihnite, ko ste pripravljeni. Nadaljujte. Prav, odlično, hvala. Pokliči 360. Mi lahko poveš, koliko časa smo že na kraju? Hej. Ja, hočem pač. Ko namestniki govorijo s Castiljem, ta očitno prizna, da je njegova kariera kot rekrutni agent za marince končana. Torej imam eno vprašanje, gospod. Kakšen je postopek glede vsega? Vem to, kriv sem in ni pomembno, kaj naredim. Vem, da sem kriv za to, kar sem storil. V redu, kot sem rekel, želimo to urediti, želim to urediti zdaj, preden bo prepozno. Vem, da otroci verjetno kmalu želijo domov, ampak bomo to uredili. To bomo zaključili in potem bom imel z vami pogovor na 4 oči. Samo pogovorili se bomo, imeli bomo prijazen pogovor o današnjih dogodkih, prav? In potem vas lahko vodim skozi postopek naprej. V redu. V redu. Najprej želim narediti splošne fotografije vas, potem pa bomo naredili še bolj specifične fotografije. Naprimer, kaj je tukaj? Poglejte, podobno kot to, kar imate tam na nogi. Kaj je to? Ne vem. To je samo trava. V redu, prav. Si kje poškodovala? Ne, v redu. Torej, ko bom naredila te slike, te bom verjetno prosila, da dvigneš majico, da bomo lahko videli, kako si. Zabeležimo, da nimaš nobenih poškodb, takšne stvari, prav? In potem, ko bomo naredili fotografije, bomo vzeli bris iz tvojih ust, bris penisa, nato pa bomo vzeli brise teh krvavih madežev na tebi. Prav. Razumeš? Da, gospod, prav. Opravijo forenzični pregled in namestniki preberejo Castillu njegove pravice. Potem takoj začnejo. Kako za vraga je prišel tja? No, spomnim se, da sem hodil proti, kot da bi šel v hišo. Poskušal sem, kot da bi šel skozi tista prva vrata. Ni bila odprta. Šel sem do enih odprtih vrat, hodil sem po sobah. Vem, iz enega od predalov sem vzel prekleti nož. Odprl sem eno od vrat in spomnim se, da so bila ena vrata naprej zaklenjena. Tako da sem šel gor po stopnicah. Mislim, da je bila to skupina sob za starše. Vidim jih. In potem sem šel proti, recimo, tisti gospe. Ne poznam njenega imena, iskreno ne poznam njene družine. In takrat sem naredil, kar sem naredil. Preprosto sem začel kričati. In zavedam se, kaj za vraga si naredil. In obžaloval sem vsako sekundo, a je bilo že storjeno. Zato sem to opustil in nekako sem izgubil zavest o tem. Samo dokler nisem bil aretiran. Ne spomnim se niti sekunde tega, ampak nekako mi je všeč ta izguba zavesti od trenutka, ko sem naredil, kar sem naredil, pa do vsega tega. In torej,
Ne bom opravičeval svojih dejanj, ker to so moja dejanja. In ne vem, če sem res ubil tisto gospo. In če sem jo, bom s tem obžalovanjem živel do konca svojega življenja. In če ni umrla, sem jo vseeno uničil življenje. In s tem bom moral živeti do konca svojega življenja. Ne bom se izgovarjal, da sem nedolžen, ker vem, da nisem. Torej, kar bom naredil je, da bom plačal karkoli bo treba. Kakršnokoli kazen bom moral prestati in sem samo iskren z vami, gospod. Ker? Ne, samo da sem iskreno, to ni jebena napaka. To ni nekaj, za kar bi lahko preprosto rekel da. Lahko upravičim. Torej, me zanima me, če pride do sojenja, me ne zanima. Če je celoten postopek, naredil bom karkoli bo treba. Ker nikoli ni pomembno, koliko dela bom opravljal do konca življenja. Nikoli ne bo opravičilo tega, kar sem naredil. Med zaslišanjem Castillo prizna, da je bil napad naključen. Preprosto je izbral hišo in njegovi načrti so segali veliko dlje od tega, da bi poškodoval samo eno osebo. Še enkrat vas opozarjam, kar ima povedati, je izjemno pretresljivo. Torej si dal roko v usta. In vidiš, da te začne zabadati. Odkot si pravkar prišel? Vrat. Poskušam iti kot skozi vrat. V redu. Zakaj začneš z vratom? Celoten razlog, zakaj je bil v moji glavi ta, da bo to najlažji način za prikritje. To je to, v redu. Najbolj specifičen razlog, všeč mi je. Torej, če sem iskren, sem v trenutku incidenta poskušal in verjetno poskušal sem ubiti celo družino. Ne bom razlagal razloga, zakaj, ker v moji glavi kot da je bilo preprosto. Če sem iskren, ne? Takrat se ti je to preprosto zdelo smiselno. Ja, ne pravim tega, ne, če sem iskren, sploh ni imelo smisla. Hotel sem ubiti celo družino, ampak začeti sem hotel s tisto osebo. In ko sem ugotovil, kaj za vraga sem naredil, potem sem samo pomislil. To si ustavlja, Nelson. In zakaj sem izbral njo kot prvo osebo, je bilo preprosto. Morda je bila ona najšibkejša, ker sploh nisem videl, kdo je bil še tam. In mogoče, če bi vedel, da je bil nekdo zadaj, tega verjetno nikoli ne bi naredil. Ampak sem to naredil. Res mi ni bilo všeč. Ni drugega načina, da to povem, ampak jebeno sem to naredil. Vem, da bi moral biti običajno tukaj kakšen odvetnik ali pa nekdo drug, ki bi me poslušal. In potrjuje, da sem kriv, ampak vem, da orožje je bilo v moji roki. Bil si tam. In pripravljen sem sprejeti vse posledice, ki jih to prinese, ali karkoli že. Razen majice, v kateri ste danes prišli, kje so ostala vaša oblačila? Svoje hlače sem odložil v... Moralo bi biti v sobi, kjer sem bil. Tista punca je bila tam. V redu. Kakšne hlače imaš? Bile so samo kavbojke na zvonec. Modre kavbojke? Da, gospod. S pasom? Da, gospod. Kakšne barve pas? Bil je real, tak, pač. Kaj pa spodnje perilo? Da, gospod. Kje so pa tista? Tudi s hlačami. S hlačami, kakšne barve so tiste? Neka kot vinska, kot rdeče vino. Kaj? Kaj je razlog, da danes niso z vami? Če sem iskren, to ni bilo samo eno najslabših, kar sem ji kdaj naredil, ampak mislim, da sem poskušal spati s tisto punco. Bila je tam prav.
Ne bom lagal ali kaj podobnega. To je bilo verjetno tisto, kar se mi je pletlo po glavi. Tako je bil Castillo obtožen več kaznivih dejanj, vključno z napadom z namenom umora, vlomom prve stopnje, napadom z namenom storitve kaznivega spolnega dejanja in nošenjem orožja z nezakonitim namenom. Zadržan je bil ob varščini $2 milijonov, vendar primer nikoli ni prišel na sojenje. Oktobra 2025 je Castillo priznal krivdo brez priznanja odgovornosti za 3 obtožbe: napad z namenom umora, vlom in kaznivo spolno dejanje. Med izrekom kazni so tožilci prebrali izjavo v imenu takrat 11-letne žrtve. Spomnim se, da sem čutila veliko pekoče in zbadajoče bolečine. Po odhodu iz bolnišnice se spomnim, da so me rane dolgo bolele. Spomnim se, kako sem čutila toploto, ki mi je tekla po telesu zaradi krvi. Spomnim se njenega vonja. Še vedno lahko občutim zbadajočo bolečino. Jok me je pretresel, prestrašil. Grozilo me je za moje življenje in bila sem prestrašena. In ko je prišel čas, da Castillo poda svojo izjavo, je pokleknil in prosil za odpuščanje. Potreboval sem nekaj časa, da sem nekaj zapisal, da sem našel prave besede. Ampak iskreno želim, da pride od Boga. Ko sem bil zaprt, bilo je toliko občutkov, toliko obžalovanja. Preprosto nisem mogel razložiti. In včasih tega še vedno ne morem razložiti. Ne poskušam se opravičevati. Zdaj želim samo prositi za odpuščanje. Da. Želim biti iskren pred vami, vendar bi rad prosil za odpuščanje družin. Torej, če nimate nič proti, za iz dna svojega srca Prosim za odpuščanje. vem, da si ga ne zaslužim. Ne morem si predstavljati vseh noči in hmur. Ne morem si predstavljati ničesar, kar si čutil v zadnjih 15 mesecih. Ampak mi je žal. Resnično, iz dna svojega srca. Bil sem izgubljena oseba. In našel sem Boga. In mi dal spoznanje, kako zelo sem resnično izgubljen. Prosim za odpuščanje za vse ljudi. Za obe družini, za celotno skupnost Rockforda, prosim za odpuščanje. Sem. Oprostite. Oprostite. Sodnik je Castillo obsodil na najmanj 18 let zapora, največ pa 40 let. Če bo izpuščen na pogojni odpust ali po prestani kazni, bo do konca življenja vpisan v register spolnih prestopnikov. Naš naslednji primer prihaja iz Daytona Beacha na Floridi in vključuje trditve, da je mati svojega sina tako hudo izstradala, da je najstnik tehtal manj kot 16 kilogramov. Prvi dan leta 2024 so policisti pohiteli v stanovanjski kompleks zaradi najstnika, ki se ni odzival. Reševalci so že bili na kraju dogodka. Pri recimo modri 42 kg. Smell. Pri isti 42 kg. Halo, kaj? Rekli so 14, mama je rekla 14. 14 let stara. Razumeli smo. Samo sprehajal sem se naokoli. Videti je, kot da ima 6 let, ne pa 14. Zmeda glede fantove starosti je razumljiva. Čeprav je potrjeno, da ima 14 let, je izjemno suh, dehidriran in podhranjen. Fant, ki bi moral doživljati stvari, kot so rastni sunki, tako kot vsak drug najstnik, je namesto tega tehtal približno toliko kot otrok v vrtcu ali predšolski starosti. Njegova mama, Talia Nelson, je povedala, da je trpel za redko boleznijo in motnjo hranjenja.
Kaj? Kaj se je zgodilo, preden smo prišli do te točke? Bil je v redu? Je avtist, ima redko kostno bolezen. Smo zdaj v stanovanju. Ni mi žal. Pravkar sem te dobila. Samo ti si mi dal moj. Kako si jih našel? Res je, ko sem šla, so donesli na skener. In on je ležal tam. Koliko časa je minilo, odkar so ga nazadnje videli, da je bil pokonci, se premikal in govoril? 2 uri. Približno 2 uri. Ja, on je avtističen, ima redko kostno bolezen, je majhen in zaostal rasti in ja, dajo mu prav. Nima drugih zdravstvenih težav, razen kostne motnje. Alergije na hrano. Je pojedel kaj, česar ne bi smel, kaj, na kar je alergičen. Kar se tiče njegove alergije, da samo malo boli želodec. Nič takega, da bi imel anafilaktični šok ali kaj podobnega. Prav, kaj je počel, ko ste ga videli pred 2 urama? Bila sem po konci, samo počivala sem, naprimer gledal televizijo. Ali ja? Ni se obnašal čudno ali kaj takega? Ne, rekel je, da ga je začela boleti noga pred približno 1 dnem, zato sem mu nameravala naročiti termin pri zdravniku, ampak drugače pa ne. Kakšna je ta kostna motnja? Je to osteogenesis imperfecta? Nikoli mi niso povedali imena. V redu. Rekli so samo, da gre za redko kostno bolezen. V redu. Se je to že kdaj prej zgodilo? Ne. Je majhen. Zelo bolan. Ja, zelo majhen zaradi tračne žage. V rešilcu je izgledal, kot da ima 6 let, prav koliko je star. 14. V redu. Je imel v preteklosti kakšne zdravstvene težave ali je to prvič? Ne. No, ko smo prvič izvedeli za to redko kostno bolezen, je hodil k veliko zdravnikom v Orlandu in podobno, ampak njegov pediater je rekel, da je zdrav, zgleda v redu. Ali so se oblasti ukvarjale s hudo medicinsko nujo ali z nečim veliko bolj zloveščim? Medtem ko policisti preiskujejo, zelo pozorno spremljajo Nelsona. Torej, če se izkaže, da gre samo za medicinski primer, tega še ne vemo, zato moramo vse zavarovati in preveriti, če ni še pripravljeno. Trenutno je to le preventivno, za primer, če bi se izkazalo, da gre za prizorišče zločina ali kaj sumljivega. Ja, samo zato, da zagotovimo, da se ničesar ne spremeni ali premakne. Veš, še enkrat bomo šli pogledat sobo, preverili bomo, če ni pustil kakšnega sporočila, preverili bomo, da ne najdemo česa, v kar bi se morda zapletel, kaj je jedel, česar ne bi smel, kaj takega. Veš, prazna steklenička, tablet, karkoli že bi lahko bilo. Veš, zato sem jaz spraševal. Ni dal nobenih komentarjev o tem, da bi bil samomorilen, da ne bi več želel živeti. Nič tazga, veš, glede na njegova leta in kad je pri 14 precej šibak. Tako da, ampak to je zdaj to, trenutno samo čakamo v bistvu. Čakal. Si dobil mamine podatke? Sem. Njene in njegove podatke sem že vnesel v prijavo. Super, odlično. Po poročilu o incidentu Nelsonova trdi, da je kuhala hrano za svojega sina, ko ga je našla, kako leži na tleh brez odziva. V poročilu je tudi zapisano, citiram, treba je omeniti stanje stanovanja. Na pultu je bil pripravljen krožnik s hrano. Stanovanje ima 3 spalnice, vendar sta v njem le 2 postelji. Trayvon je povedal, da, redacted, včasih spi z njim v posteli. V sobi je bil močan vonj po urinu in iztrebkih. Mimogrede, Trayvon je Nelsonov 18-letni sin. Očitno je policistom povedal, da je bila edina hrana, ki je njegova mama ni dovolila jesti njegovemu 14-letnemu bratu, tista, na katero je bil alergičen. Zdaj pa pride trenutek, ko se vse spremeni. Tega podhranjenega najstnika so v bolnišnici razglasili za mrtvega, njegovo truplo pa so poslali na uradno obdukcijo na urad sodnega zdravnika. Ni vam treba priti v bolnišnico. Nočem ti nalagati svojih težav. Ne, ni tako. Brez tega ne potrebujemo. Res? V redu. Lahko hitro govoriš z našo zagovornico žrtve. Sam pogovoriti se hočem z njo. Prav. Ni ti treba skrbeti za to. Prav, se vidimo kasneje. Moram vsakim priti. Gospa Smith. Takoj za vogalom. Gospa Smith, prav gospod so. Nelson, prostite. Gospa Nelson, torej običajno, kar naredimo v takšnih primerih, je, da gremo in poslikamo stanovanje, ter se prepričamo, da je vse v redu.
Bi nam dali dovoljenje, da vstopimo in samo fotografiramo vaše stanovanje. Ne bomo ničesar vzeli iz njega. Samo vstopiti želimo in narediti nekaj fotografij. Se strinjate s tem? V redu, torej kar bo ta policist naredil je, vem, da prikimavate, da se strinjate, vendar boste morali, sin. Oprosti. Ja. Moral ti bom priskrbeti kamero. In potem bom govoril bom s tvojo sestro in še vedno čakamo na Enija. Ko so policisti nadaljevali preiskavo, so ugotovili, da je Nelson nazadnje peljala svojega sina k zdravniku leta 2020, skoraj 4 leta pred njegovo smrtjo, ki je bila mimogrede razglašena za umor. In policisti so prišli na Nelsonino delovno mesto, da bi jo aretirali. Ali moram kontaktirati, ja? To je najboljši del. Morali se bomo z njo pogovoriti tukaj. Ali kdo s tabo? Imaš mogoče brata? Cam Gray. Prav, prejdimo nazaj. Ne, v redu si, ne, v redu si. Let's go right outside again. Put your hands down. V redu. Pregledali bomo te kartice tukaj. Torej, vi osvojite tukaj. Ona gre v zapor. Ja, ima nalog za aretacijo. V redu, torej ti bom pustil. Obdržati svoje pravice. Če mi nočeš govoriti, ti ni treba. Vse, kar poveš, pa se lahko uporabi proti tebi. Torej. Samo zato, ker imaš pravico molčati, se lahko vse, kar poveš, uporabi kot dokaz proti tebi. Imaš pravico govoriti z odvetnikom in ga imeti ob sebi zdaj ali kadarkoli med zaslišanjem. Če si odvetnika ne moreš privoščiti, ti bo eden dodeljen, da te zastopa. In kadarkoli želiš prenehati govoriti ali imeti odvetnika prisotnega, se bo zaslišanje na tvojo zahtevo ustavilo. Razumeš te pravice? S temi pravicami v mislih. Boš govorila? Z mano? V redu. Je to v redu? Ne, trenutno z nikomer ne govori. Lahko pa jim poveš, da gre v okrožje Volusija, da se razširi. Samo pozdravljam. Hvala. Lahko kdo od vas govori z njo? Ne. Bila bo v podružničnem zaporu okrožja Volusija. Ja, sem pravkar to rekla. Minuto, ne bodo govorili. Talia, T-A-L-I-A, Primac, Nelson, N-E-L-S-O-N. Da. V redu, tukaj narednik Manerijo, kako ste? Je že v sistemu, trenutno? Nalog? Ne vem. Hočete iti do teletipa in jo poklicati? Ja, dejte jo noter. Ona je že preverjena v avtu. Še ne. Ampak ona je to že preverila. Povezavo do izvirnika sem dala, tako da boš lahko samo to prenesla. Kaj? Imel sem nalog. Imaš nalog, ja. Za tvojo aretacijo. Zakaj? To bomo razložili čez minuto. Nimaš pojma, lahko prosim kadim? Ne. Please smoke a cigarette.
Vzela bom rokavice in jih vrnila nazaj. Odstranila ti bom priponko z imenom, ker je na gumb. Imaš kaj v žepih? Ja, moje cigarete, moj telefon, moj denar. V redu. Torej, žep. Tukaj. Si zraven? Boš ti razložila, zakaj ima nalog za aretacijo, ker si... Ker te obtožujejo obrambe ali nekaj takega. Medicinska izvedenka je zaključila preiskavo. Po pravilih je vzrok smrti posledice zanemarjanja in zlorabe. Že dolgo te opazujemo. Nelson je bil obtožen umora prve stopnje med storitvijo drugega kaznivega dejanja, hudega uboja otroka in hujše zlorabe otroka. Izrekla je izjavo, da ne izpodbija obtožb za hud uboj in hujšo zlorabo. Januarja 2026 je bila na koncu obsojena na 32 let zapora. Za naš zadnji posnetek telesne kamere in zaslišanje danes se vračamo v Albuquerque v Novi Mehiki. Ta primer se je začel kot preverjanje, ali je z njo vse v redu. Ženska je prijavila, da njene tete, 69-letne Ernestine Lucero, že tedne niso videli ali slišali. To so potrdili tudi Ernestinini sosedje. Ali poznate gospo, ki živi tukaj? Poznam tisto starejšo gospo. Tam je en tip, Leroy. Pozdravljeni, ne vem. Zanima. Ne vem, kako mu je ime, ampak živel je starejšo gospo. Ja. Vasem samo. No, kolikor vem, je bilo to pred kakima 2 ali 3 tedni. Počakaj, draga. 2-3 tedne nazaj po obisku, na katerega me je peljala. Od takrat je nisem več videla. Ja, včasih sva skupaj hodili, jaz in ona, skupaj sva šli v banko hrane malo višje pri prezbiterijanski cerkvi. Ernesto, ja. Peljali bi jo, ona bi nas peljala s svojim malim chargerjem. Njen bel avto so odvlekli iz uprave TNC, niso ga več hoteli tukaj, ker ni bil registriran. Tako nas je potem nekajkrat vozila sem in tja. Nisem je več videla. Videla sem to gospo, ki je nekajkrat prišla z rdečim tovornjakom in spraševala, ali smo videli gospo iz stanovanja številka 2. Že nekaj časa je nismo videli. Po poročilu o incidentu je Ernestinin sin, Leroy Velez, bival v materinem stanovanju. Domnevno je družinskim članom povedal, da svoje mame ni videl že 2 tedna, potem ko je odšla s fantom. Njena družina je povedala, da o tem niso vedeli ničesar. Ampak ona je odšla in se je še naprej vračala ter spraševala mojega moža, če bi se želel družiti. To je moj mož. Nenehno ga je spraševala, če bi se želel družiti in da je osamljen, odkar ga je mama zapustila. Vprašali smo ga, kam je šla, in rekel je, da je šla v Mehiko. Govoril je veliko stvari o tem, da je odšla v Mehiko s svojim fantom in da sta trenutno v stikih. In potem, čez nekaj dni, prišel je in potrkal ter rekel: Hej, ali bi morda želela kupiti moj avto?
Poskušam zbrati denar za najemnino. Kako dolgo je že od tega? Kakšen teden ali tako? Pred približno 2 tednoma. Nisi je videl že nekaj tednov. Ja. In je rekla nekaj takega. Poznam svojega brata. Vem, da ga je moj brat vprašal, kje je tvoja mama, ker je že dolgo nismo videli. In je začel jecljati in je samo obmolknil. Sosedje so tudi povedali, da so slišali, kako sta se mama in sin prepirala, preden naj bi Ernestina odšla v Mehiko. Ko so šli preveriti stanovanje, je bil on tam. Leroy, pridi ven, človek. Ne bomo odšli. Pridi, sam za trenutek se pogovori z nami. Daj no, človek. Ja, daj no. Prihaja skozi glavna vrata. Oprosti. Človek. Mislil sem, da si nekdo drug. Stari, ti lahko na hitro stopim noter in se pogovorim s tabo? Ja. Ni problema, lahko stopim noter in se pogovorim s tabo. Ja. Pridi noter, samo obdržal da bom. So psi prijazni? Ja, blizajo. Mislim, laje, ne grizejo človek. V redu. Ja, lahko zaprem vrata, da ne pritečejo noter. Tudi moj partner prihaja noter. V redu. Ja, človek. Mislil sem, da si isti. Trkal sem po vratih. Moja napaka. Bil sem zaspan, stari. V redu. Bila sta naporna 2 tedna, čok. Oprosti, Zardina. Kaj se dogaja? Mama je pogrešana, pa še faks in služba. Preveč sem pod stresom, utrujen, veš kaj mislim. Proti 6, sam poskušam malo počivati. Sam poskušam malo počivati, človek. V redu. Izčrpan od skrbi, veš kaj mislim. Koliko časa je minilo, odkar si bil tukaj? Mislim, da 15 nekaj tazga. 15. Ja, mogoče nekje takrat, veš. Minilo je že nekaj časa, človek. September? Ne, ali? Oktobra ta je, ja. Ja. Bilo je že nekaj tednov, človek. Kje je tvoja soba? Tukaj, v Bostonu. Ja. Lahko pridete noter in si ogledate. Nisem vedel, da ste vi fantje. Skočil bi od veselja. Veste, kot sem rekel. V redu, samo. Nekak smešno, ja, sam tukaj okoli pogledaš. V popolnoma srhljivem trenutku je policist odkril, da Ernestina nikoli ni zapustila doma. 5 teč z Roko so iztegnili ven. Koliko vem, se ona poroči, ti ne. Ampak ni gotko, da bi ona prišla zraven. Vem, da si rekel, da bom prišel zraven in doživel vse te tvoje faze. Ti si najboljši. Tako je. V veliki zamrzovalni skrinji policist najde nekaj, kar je videti kot človeški ostanki, v plastičnih vrečkah in skriti pod zamrznjeno hrano. Kaj še čakaš? Teden po 15 do 17. Kaj je, šef? Stopi ven. Pejt, pa daj roke za hrbet. Prav. Ona je v zamrzovalniku, vem. No, Aiden. Ne boli. Jazz. Vem, glej, Funk, tukaj sem. Ne zaupam ti popolnoma. V redu sem človek, samo čisto sem. Nisem bil v redu človek, samo odlagal sem to iz mojega stanovanja. Ne bom te motil. Ne bom vam lagal, fantje. Imate pri sebi kakšno orožje? Ko tega tipa aretirajo, se zdi, da ga najbolj skrbijo njegovi psi. Gospod, boste prosim spustili pse noter, da ne ostanejo tukaj zunaj. Hej, lahko spustite moje pse noter? Gospod, samo da si ne bi želeli davanja, lahko obdržim. Lahko grem za mano in se takoj vrnem. Ne, je noter tako, da lahko zaklenem. Ne. Ravno zdaj? Ne. Ravno zdaj. Nehaj, hej, samo vse moje misli imam v redu. Postajam res daleč od tebe, imam tega psa.
Ti nimaš, jaz sem tega. Tako je, di pozoren sem na te. Policisti so ga dali v zasliševalnico in začel se je odpirati. Veš, tam je ena majhna zgodba, ne bom ti povedal, kaj je. Mislim, da te tako ne zanima, ampak... Ne, to me zelo zanima. Zgodba, vem, da te zanima zgodba, ampak ne stvari, skozi katere sem moral videti, da sem prišel do tja, ampak... No, to je del zgodbe. A ni tako? To je bistvo. Človek. Zakaj mi ne poveš, kaj si doživel? Res me imaš za tiste pse. Človek. Ni za mojo mamo, ampak ona je. Nekaj posebnega človek. Samo želim si, da ne bi izgubil živcev. Niso se s tem ukvarjal leta in leta in leta in leta. Moral bi spet stisniti zobe. Ampak nisem šok. Jaz sem stisnjen v kot. Pravzaprav... Jaz bi samo mislil, človek, Max. Kaj te je potisnilo v kot? Isto staro, vsak dan. Ne, večini. S čim si se ukvarjal, brat? Ne vem, kaj je to sranje človek. Mi lahko poveš, kaj konkretnega? Velik sranje, brat. Od nekoga, ki naj bi te imel rad, ki naj bi bil tvoj, ne vem. Leta sem ustrajal, človek. Leta. Poslušaj, da bi jo zadovoljil, da bi jo osrečil. Prosil sem, rotil sem, naredil sem vse za njo. Poglejmo, kaj sem dobil. Molil sem in molil leta. In začne pripovedovati nenavadno zgodbo, ki vključuje Satana, čarovnice in ljudi v njegovi družini, ki so, citiram, dali svoja življenja temni temi, vključno z njegovo mamo. Veš kaj, meni se je to zgodilo in še vedno ne verjamem, brat. Še vedno mi ni jasno. Večina je tako ali tako laži. Nikoli jih ne pripraviš do tega, da bi priznali resnico. Veš, kaj mislim? Kdo laže? Ne vem, stari. Obstaja, ne vem, kdo so, kaj za vraga. Ne vem, kaj za vraga so, stari. Čarovnice. Ne vem, kako jih imenuješ. Ljudje, ki svoje življenje posvečajo temi, veš. Moja družina, prihajam iz družine čarovnic. Moja babica, moje tete, moja mama. O tem se ne govori odkrito. To je skrivnost. O tem ne možeš govoriti. Kolikor vem, ne vem, kako to deluje, ampak bil sem zadet sredi tega, bil sem na drogah, pošel sem iz zapora. Pred približno 9 leti nisem verjel v Boga in hudiča, ni mi bilo mar za nobenega od njiju. Mislil sem, da je Bog popolna izguba časa. Torej so ki rekli, da je bil boljši in hudič je bil nekdo, ki so ga krivili, ko nisem mogel prevzeti odgovornosti za svoje sranje, veš kaj nisem. Ja, ampak oni so resnični. Resnični kot jaz in ti. In ne vem, ali je bilo to obljubljeno, ali pa sem slišal že toliko prekletih laži, stari. Ne vem več, kaj je resnica. Vse, kar počnejo, je, da lažejo. Veš, kaj mislim? Ljudje so pač za nič, stari. Za nič je človek. Nihče se ni moral ukvarjati s tem. Ni knjige, ki bi povedala, kako se s tem spopasti. Ko rečeš, da so ti obljubili, kaj to pomeni? Moral sem najti vse težave, da mu jih povedal. 5 ali več družinskih članov, moja mama, ja. Koliko si izvedel za to? To je par sranje. Moraš se učiti od drugih čarovnic, kaj mislijo o tem. Moraš govoriti z njimi, jih spraševati in potem še vedno samo ugibaš, res, ker. Potem, ko je sendvič in krompirček iz Chick-fil-A, gre v grozljive podrobnosti o tem, kako naj bi ubil svojo mamo. Moja mama je bila v tistem zamrzovalniku 3 tedne. 3 tedne, ker je nisem mogel tako razrezati. Veš, kaj mislim? Poskusil sem, to si moral videti. Ampak meni je postalo slabo in sem začel... Kaj si naredil pred tem? Zadavil sem jo. Ne bo več govorila neke bedarije o tem in onem, laži, stari, same jebene laži vaš čas. Kot da sem jaz neumen.
Kot da ne vem bolje, veš, prenesel sem vse te sranje, ki sem imel rad in sem molil ter si želel, da bi se spremenila. Naslednji dan. Veš, sosedje, ki živijo v prvem stanovanju, jih je tam okoli 5, vsi so mladi. Ujel sem ga tam zunaj, kako šepeta, govori neke neumnosti. Že zdaj me poskuša nastaviti za naslednji padec. Veš, že nekaj časa ne poskušajo dobiti stari. Ne moram hoditi po črti. Ves svoj jebeni čas moram preživeti v zaporu sam. Preostanek svojega življenja bom sedel tukaj sam, razen če mi ne laste smrtne kazni. Kaj ti je rekla tvoja mama? Kakšne laži ti je govorila, da si jo zadavil? Ne poskušam, res ne. Kaj ne? Te preganja? Nikoli ne bi dobil nikogar po tebi. Ne potem, ko to priznam, ampak če bi ki imel... Povej še enkrat, oprosti, nekaj po tebi? Po tebi? Veš, ko sem ti rekel, da bo priznala. Imajo te tipe, ki drejo ven, prav. Ja. Potem je začela govoriti, da tega nikoli ne bi naredila. Da nikoli ne bi nikogar poslala za mamo. Da me ima rada. Tako je človek. Torej ti pravi, da ne bi poslala ljudi za tabo? Ne, ona že dela na številki 1. Mislil sem, da je mogoče samo čarovnica, veš, da jim da travo nekaj tazne. Ker je nekaterim tipom rekla, da sem jo pretepel. Nikoli mi sem nič naredil, kar sem naredil zdaj. Nikoli, a ne. Nikoli mi ni prišlo na misel. Bil sem, sovražim laganje, preziram ga, gnusi se mi, ker je to vse, kar mi delajo. Izčrpavalo me je, da sem moral te 3 tedne govoriti te laži ti. Samo domov sem hotel priti. Če ne bi imel teh psov, za katere mi je bilo tako mar, bi bil tako doma. Res sovražim laganje. Ne vem, zakaj ti govorim celo resnico. Ker sem lažnivec, brat. Rekel si, da je bila ona. Lagal sem tiste 3 tedne, da sem si kupil svobodo, ampak sovražil sem to stari. To se je zgodilo pred približno 3 tedni. Ne spomnim se, ja. S čim si jo zadavil? Svojo roko, tako. Katero roko? Ne spomnim se. Samo hočem... Kako dolgo si jo držal? Trajal je dolg čok. Ni tako, kaj misliš. Minilo je veliko časa. Kako smo jo lahko držali tako dolgo? Zakaj ste jo držali tako dolgo? Zakaj postavljaš vprašanja? Kot da ne veš zakaj. Je volivka, kaj ne? Ti si nekako sprejel to odločitev, potem se moral jaz ustaviti. Ona ga mora ustaviti. Prosil sem jo, rotil sem jo pred 17 leti. Imela si 17 let. Bilo je 13 let, ko je ubil njenega fanta. Pred 13 leti se je to zgodilo? Ne, v tem sem že 13 let. Srane, 4 leta me tipi lovijo. In nekega jutra sem se zbudil in rekel, ne bom več nadaljeval. Takrat sem ga ustrelil. In hotel sem ustreliti tudi njo, pa nisem mogel. In to je bilo pred približno 4 leti? 3-4 leta nazaj. 4 leta nazaj. Kje se je to zgodilo? 3 hišni apartma 6-5. 3 hišni apartma 605. Je bil on tam na najemni pogodbi? V redu. Zdaj je tam nekaj v tisti luknji. Nihče te ni pogrešal, človek. Si dal kaj svoje mame ven na smetišče? Ne, nisem mogel. Torej je vse še pri meni? Na misel sem je poskitil zamrzovalniku, dokler je ne bi našli. V redu. Ko se je pojavil na sodišču, obtožen umora in manipuliranja z dokazi, je sodnik odločil, da mora opraviti oceno sposobnosti za sojenje. Zato so ga poslali na zdravljenje v Inštitut za vedenjsko zdravje Nove Mehike. Po sodnih zapisih so aprila ugotovili, da je sposoben za sojenje. Primer umora se bo zdaj nadaljeval. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj v oddaji Sidebar vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite spremljati mene, X, Instagram, mojo oddajo na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.